Sam naš odnos, od začetka, niti on ve, kaj sem jaz, kaj jaz delam v svojem življenju. Nikoli ni prišlo do tega, da bi se mi pogovarjali o tem. Nikoli ni prišlo. Niti jaz vem nič o njemu, karkoli sem vedno začela neko temo, to je zame globoko. Pač ne vem, iz kje naj začnem, prezgodaj, že en mesec si z nekom v stanovanju, da ne moreš se pogovoriti. Ok, sej, eni ljudje rabijo čas, En teden, 2 tedna, to je že 3. teden, ko mi se nič ne pogovarjamo. Lahko tudi pol leta. Čeprav razumem, bi ti želela, da se ta odnos poglobi hitreje. Se pravi, da ti Anže pokaže več svojih notranjih osebnih doživljanj. Da mi pokaže to, kar je, ne morem jaz pol leta z nekom, da mi reče, veš, v mojem življenju se je zgodilo to. Se pravi, sta na distanci. Anže, kaj misliš, kaj bi lahko naredil za to, da bi to distanco zmanjšala? Oziroma, ali si jo želiš zmanjšati? Ja, želim si jo. Kaj lahko narediš za to, da bi to naredil? Pač ful zbližala pač na začetku, pač bi rad, da bi pač tako ostal do konca. Kaj lahko ti narediš za to? Da pač ne ponovim več istih napak, pa da probam biti boljši, pa da se pač naučim nekaj. Ne razumeš ga. Katere so te napake? Ja, da pridobim nazaj na zaupanju, pa da ne lažem, pa... Kaj to pomeni? Da se ne dopisujem pač več z nobeno žensko, ker pač sem poročen in pač nimam se kaj dopisovati z drugimi ženskami. Misliš, da je to bil problem, da si dopisoval z žensko? Ena izmed teh stvari. Hajdi, kaj je bil problem? Dajmo ponoviti. Saj vem, da pač, da ji nisem hotel povedati nekaj vse, pač ene stvari, pa sem pač to prelagal. Hotel sem pač povedati, da sem bil v preteklosti pač ful prizadet. In za določene stvari pač rabim ful dalj časa. Hajdi, lahko to razumeš. Ker pa zaradi tega nisem pač povedal določenih stvari, ker pač nočem se spet toliko sprejeti, ker nočem biti spet prizadet. Razumem. Ja, sam če si z nekom 24 ur, to se ne šteje en dan. Mislim, zame. Ne šteje se en dan, To se šteje zame več, Hajdi, ali lahko razumeš, da Anže potrebuje dalj časa, da odpre te dele sebe? Že en mesec je tukaj. Ali lahko ti določiš čas, v katerem bi se on naj odprl? Ne moram jaz določiti čas, ne morem. Pa preverimo, kako si se odločil. Ja, je bilo kar težko. Da nam prej jokal. Moraš nekaj povedati, moram malo še zadihati. Jaz mislim, da če si je kaj zaslužila še eno šanso od Sandije, da si tudi jaz zaslužila še eno šanso od Hajdi. In pač jaz bom ostal do konca. Tako da. Hajdi, kako si se ti odločila? Kako sem se jaz odločila? Kljub temu, da se je on pisal skate, nima veze, z mojo odločitvijo. Ni nič, Samo to veže njega, Doskrat mi je rekel, da ne bo več, da ne bo več, da ne bo več. In meni je dosti tega laganja, Tudi tukaj imam to laganje. Karkoli naredi, ja, pač tak sem, Ne morem sprejeti nekoga, ki je flegma. Ne morem. In zaradi tega sem napisala tako s srcem, pa nasmeh,
odhajam, ali odhajam od tega, od laži odhajam. Pač jaz mislim, da pač ta pravi obrazi se bojo pokazali po šovu. Pač. Tle lahko mi govorimo karkoli, da smo neki srečni, pač, če tukaj na meni srečen. Pač. Jaz dejansko vidim sam potencial v Domnu Banini pa v Naju. To je moje mnenje. A ni tako? Ok, Realno. odlično. Vidiš potencial v vaju. Mi se bomo dobili, bomo raziskali te teme, ker vidim, da sta kot par sicer funkcionirata, ampak sta prišla do določenih tematik, ki jih je dobro odpreti v družbi in imata našo polno podporo. Zato se bomo v naslednjem tednu tudi sedli, se bomo dobili in bomo vse te stvari raziskali, bomo delali na temu in v primeru, da sta vidva na to pripravljena, vas bomo polno podprli. Za zdaj pa najlepša hvala za vajne odločitve, za vajno pripravljenost, za komunikacijo in za delo in se vidimo v kratkem. Najlepša hvala.